Lepo pozdravljeni na našem spletnem dogodku. Vesela sem, da ste si vzeli čas in se nam pridružili. Sem Tanja Benček, vodja prodaje na področju SIQ izobraževanja. Namen današnjega srečanja je predstaviti novo intenzivno usposabljanje, ki udeležencem ponuja priložnost za pridobitev novih znanj ali pa poglobitev teh znanj in pa tudi razmislek o tem, kako lahko kadrovska funkcija ali pa HR ključno prispeva k oblikovanju delovnega okolja, v katerem se sodelavci počutijo cenjene, motivirane, pa tudi seveda povezane. Ko kadrovska služba prevzame proaktivno vlogo, lahko postane partner vodstva, pa ne le pri kadrovskih temah, ampak tudi pri soustvarjanju prihodnosti organizacije. Z nami sta strokovnjaka iz prakse z bogatimi praktičnimi izkušnjami z področja kadrovskega menedžmenta, Anisa Faganel in Rok Zupančič. Anisa je tudi naša strokovna vodja programa, strateški kadrovski partner, vodja HR v podjetju Incom, je pa tudi certificirana coachinja. Svojo energijo in predanostjo povezuje kadrovsko funkcijo s strateškimi cilji organizacije in tudi soustvarja sodobne pristope vodenja. Rok Zupančič pa je strokovnjak za HR, organizacijski razvoj in voditeljstvo, z izkušnjami iz Mercatorja, Telekoma Slovenije, Nove KBM, kjer je vodil strateške kadrovske funkcije. Njegovo delo pa temelji na gradnji mostov med kadrovsko funkcijo in poslovnimi funkcijami organizacije. Še nekaj tehničnih napotkov. Dogodek se snema, zato boste imeli možnost posnetek pogledati tudi kasneje ali pa ga deliti z vašimi sodelavci. Za bolj prijetno vzdušje vas še enkrat povabim, da imamo vklopljene kamere. Prosim pa, da imate med predavanjem izključene mikrofone, da ni nepotrebnih šumov. Veseli bomo vaših vprašanj, ki jih lahko sprotno pišete v klepet, odgovore vam bomo pa podali na koncu. Za konec mojega uvoda pa še misel, ki naj bo iztočnica za današnji dogodek. Nekateri ljudje vidijo stvari takšne, kot so. In rečejo, zakaj? Nekateri pa sanjajo o stvareh, ki jih še nikoli ni bilo. In pravijo, zakaj pa ne? Naj nas ta misel spodbudi, da skupaj pogumno poiščemo nove priložnosti in gradimo prihodnost kadrovskega menedžmenta. Predajam besedo Anisi in Roku. Izvolita. Hvala lepa, Tanja, za ta uvod. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in verjamem tudi v Rokovem. Rok? Tako je, ja. Sem izklopil mikrofon, da ne šumi. Ja, Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bom delila eno prezentacijo z vami, tako da bomo lažje imeli neko iztočnico, kaj sva v bistvu z Rokom oziroma kaj smo skupaj s Tanjo in Rokom soustvarili, in sicer da naredimo eno tako hitro predstavitev v bistvu programa Strateški kadrovski partner, za katerega verjamemo, da je v bistvu ključ do večje učinkovitosti naše organizacije. Predstavili bomo program, kako smo si ga mi zamislili in kako mi vidimo oziroma zakaj je nujno potreben tak program in zakaj je nujno potrebno, da se izobražujemo in se postavljamo vse bolj v čevlje strateškega partnerja, kadrovniki postajamo strateški partner organizacijam, hkrati pa z Rokom zelo vabiva k debati in vabiva k soustvarjanju v bistvu tega programa, ker kar je naša želja je, da je ta program res narejen iz prakse in za prakso in da je čim bolj učinkovit in čim bolj uporaben. Zato bomo v drugem delu oziroma po tej kratki predstavitvi predvsem namenili prostor pogovoru in slišanju vaših vprašanj oziroma tudi vaših usmeritev ali pa vaših potreb, kaj vi vidite in kaj bi si želeli, da še izpostavimo in nagovorimo v tem programu. Zdaj, zakaj smo v bistvu se sploh
vsem tem začeli ukvarjati oziroma zakaj prepoznavamo potrebo po takem tovrstnem programu in naslavljanju tematike strateškega pogleda na kadrovsko službo. Mi vsi vemo, da živimo v času nekih eksponentnih sprememb. Pred leti, v bistvu leta 2016, je futurolog Rudi Devele zapisal, da se je človeštvo v zadnjih 20 letih spremenilo toliko, kolikor se prej ni v celih 300 letih. Če na teh 2016 dodamo skoraj 10 let in pomislimo, da se nam je zgodil COVID, zgodil ChatGPT ali pa umetna inteligenca ali pa kakorkoli rečemo, lahko rečemo, da se je svet v zadnjih 10 letih verjetno spremenil toliko, kolikor se prej v 500 letih ni. In v bistvu na podlagi vseh teh sprememb mi po večini v kadrovskih službah kar nekaj procesov delamo na popolnoma isti način, kot smo jih delali 20 let nazaj. Tukaj si moramo sami sebi postaviti ogledalo in vprašati, če nas to pelje v pravo smer. Poleg teh sprememb se nam dogajajo še prehodi generacij. Prihajajo nove generacije, zdaj v generaciji Z govorimo že malo zlajnano, so drugačni, kako največkrat slišim kolege, ki rečejo, kako so čudni, kako ne najdemo z njimi skupnega pogovora, skupnega jezika, ampak ali vse to res drži, in če tako mislimo za generacijo Z, ne vem, kaj bo šele s tem, ker govorimo že o vstopu na trg dela generacije alfa, ali pa se jim bo to zgodilo. To so mladi, ki so rojeni po letu 2013 oziroma 2012 in te so še nekoliko drugačni od nas. Jaz bi ohranila besedo raje drugačni in ne, da so čudni ali pa kakorkoli. Ampak tudi o tem, to so stvari, s katerimi se soočamo vsak dan, to so generacije, ki prihajajo in ki na vrata kadrovske službe tako rekoč trkajo dnevno. Potem se nam zgodi še težava, kjer pravijo vsi, da brezposelnosti tako rekoč ni, da je trg dela v bistvu prazen. Mi vsi lahko spremljamo statistike Zavoda za zaposlovanje, kjer vemo, da je bazen prazen, če je to samo eden od pokazateljev trenutnega stanja trga dela. Vse organizacije s polno zaposlenostjo, ali pa bom rekla, smo v času, ko se vseeno zaposluje na novo in dodatno, vsi se oziramo za istimi talenti. Poleg tega so te naši mladi današnji, ki vstopajo na trg dela, ali pa tudi tisti, ki iščejo drugo službo, v bistvu navajeni na to, da na eno prošnjo za službo dobijo 5 ponudb za delo. Če izhajamo iz sebe, iz starejših generacij, če lahko rečem, milenijcev ali pa X generacije, mi smo morali poslati 10, 100 prošenj, zato da smo dobili 2 odgovora in mora biti eno službo. Tudi to so realnosti, v bistvu, ki se nam dogajajo vsak dan, ki spremljajo vsakodnevno delo kadrovske službe, in se še enkrat vračam na to, da če ne bomo prilagodili naših načinov dela in gledali malo bolj usmerjeno v prihodnost in malo bolj strateško, jaz večkrat sama rečem, da tečemo v krogu kot hrček v tistem kolesu, ki se vrti in stojimo v bistvu na mesti. Moramo narediti korak naprej, moramo biti proaktivni in moramo strateško pogledati na izzive, ki nas pestijo vsak dan, in seveda najti zanje tudi rešitve. V bistvu se vsi borimo za isto omejeno število ljudi na tem trgu dela in v bistvu moramo ohranjati stik z zaposlenimi, ki jih imamo, ustvarjati zanje najboljše okolje in jim pomagati, da tudi oni sami rasejo in spreminjajo svoje navade ali pa izboljšujejo kompetence, ki jih imajo. Voditi nas mora načelo, da zaposleni ne zapuščajo organizacije kot take ali strukture, zapuščajo pa slabo okolje in slabe odnose, ki se znotraj te organizacije ki se dogajajo. Zato pravimo in verjamemo, da moramo kadrovniki prestopiti v bistvu v vlogo strateškega kadrovnika, strateškega sogovornika, strateškega, ne vem, tudi odločevalca na nek način, ki ni več zgolj samo podpora in administracija, ki postaja vse bolj sogovornik
vodstva, ki je slišan in ki soustvarja prihodnost dela. Predvsem pa je tisti, ki organizaciji v bistvu pomaga rasti z ljudmi in za ljudi. In še enkrat, če se vračam na 2 koraka nazaj, so redka dobrina v tem trenutnem današnjem času. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, da nekako ta enačba se je zapisala mi že pred leti, da kot kadrovniki, kot strateški partnerji soustvarjamo kulturo podjetja, kulturo, ki se zna prilagajati spremembam, ki se zna prilagajati potrebam trga, ki postavlja vodenje z zgledom v ospredje in predvsem še bolj kot vodenje z zgledom tudi posameznika oziroma zaposlenega. Vse skupaj podpiramo s klimo odprtih in sproščenih odnosov, odprte komunikacije in skrbnosti in hkrati tudi dobre volje. Preveč časa porabimo vsak dan v bistvu v službi, da se tam ne bi imeli tudi dobro. Če seštejemo v enačbo dobro klimo in dobro kulturo podjetja, je skorajda zagotovljen uspeh in zavzeti zaposleni, ki so pripadni in seveda pripomorejo k večji produktivnosti naše organizacije. Iz vseh teh iztočnic in še mnogo več, iz sistema, iz strategije, iz celostnosti in celostne podpore kadrovske službe smo skupaj z Rokom in Tanjo smo pripravili program strateškega kadrovnika, ki zajema 5 modulov oziroma 5 takih zelo praktično usmerjenih delavnic. Poleg tega dodajamo 2 dneva, ki sta namenjena projektnemu delu. Eno je pripravi neke projektne naloge, ki bo naslavljala direktno težavo, ki jo podjetje ali pa organizacija, s katere udeleženec prihaja, in najdla rešitev oziroma akcijski načrt, kako ta izziv, bom rekla raje, rešiti. Ta projektna naloga bo nastajala tudi pod mentorstvom, Rokovim, mojim ali katerem od drugih soustvarjalcev in sooblikovalcev vsebin, in pa tudi iz predstavitve same naloge. Hkrati pa imate možnost še do 3 dni izbirnih vsebin iz področja vodenja in kadrov. Torej, ta program obsega na nek način 10 dni. Če se sprehodimo na hitro v bistvu še po samih dnevih, kako poteka vsebina delavnic. Prvi dan bomo govorili o strateškem HR-u in vlogi strateškega kadrovnika. Poskušali osvetliti, kako sploh lahko in s katerimi orodji prehajamo iz operativnega v strateški HR, kaj dejansko je HR strategija, kadrovska strategija, zakaj je nujno potrebna in na nek način tudi, kako jo oblikujemo. Kako moramo v bistvu HR povezati z vizijo in cilji same organizacije, definirati cilje in ključne kazalnike uspešnosti in kako nas pri vsem tem podpira employer branding ali kako ga vsem tem soustvarjalo. Na prvem dnevu delavnice si želimo postaviti ogledalo, kje točno smo, tudi mi kot posamezniki, in kaj so naslednji koraki v realizaciji v bistvu strategije oziroma postavitve vloge strateškega kadrovnika. Ko bomo sami sebe na nek način pogledali, kdo smo, kje smo in kaj moramo narediti, bomo kadrovski strategiji dodali tudi razvoj kadrov. Pogledali si bomo orodja, kot so kompetenčni modeli in sooblikovanje kariernih poti oziroma kako jih lahko sooblikujemo, kako načrtujemo v bistvu kadrovske kapacitete, kako gledamo na enostavno plan kadrov, kako ga naslavljamo, kako razvijamo sistem nasledstev, upravljanje talentov in nasledstva sama in postavljanje, kako postavimo tudi neki izobraževalni program za krepitev kompetenc za razvoj in soustvarjanje uspešne organizacije.
Tretjem dnevu se nam pridruži kolegica magistra Edita Krajnovič, ki bo spregovorila še o komunikaciji in vodenju sprememb. Da s kadrovsko strategijo lahko uspešno realiziramo, je zelo pomembna tudi komunikacija. Govorimo o komunikaciji navznoter, hkrati navzven, kako spremembe in tudi te medgeneracijske razlike vplivajo dejansko na razumevanje predanih sporočil in kako v bistvu interno komuniciramo, predvsem pa tudi kako merimo kakovost odnosov, sprejetih sporočil, temperaturo organizacije oziroma tisti del, ki se nanaša na klimo podjetja, ko smo govorili. Vse to so tudi neke stvari, ki vplivajo končnemu uspehu strategije in uspešnosti organizacije. Tukaj vstopi tudi Rok, oprosti, jaz sem zdaj že res to šla v fil rouge, ali kako bi rekla, tako da Rok bo pa 4. dan predstavil sam. Izvoli. Bom kar sam, ja. Evo ga. Hvala Anisa. Bom začel malo takole v hecu, ne. Anisa pravi, da smo mi tako yin pa yang, ne. Ona ima torej te v bistvu razvojne modele, če tako rečemo, jaz sem pa tisti hard guy, če temu tako rečemo na narekovajih, torej, ki sem za trdo metriko, za predpise, za osnove, za hrbtenico HR-a, če temu tako rečemo. In seveda v bistvu sem res zelo razumski človek, priznam, in pač se zelo ravnam po temu, da je super, če znamo meriti, dobiti neke rezultate iz nečesa in potem to primerjati z nečem in postaviti neko orodje in potem videti, če smo vzeli pravo orodje in to skupaj povezati. Ker namreč, ne, ena od osnovnih stvari, če mene vprašate, kaj je strateški kadrovnik, oziroma če želite biti strateški kadrovnik, bom tako rekel, je to, da znate vašem vodstvu ali pa če sami vodja se odločiti, če temu tako rečem, kaj je v danem trenutku tisto, kaj bi bil pomemben ali pa pravilen ukrep za vas in seveda to prodati. Ne? Ker ne, vsi od nas, ko smo v službah, moramo, mi mogoče vemo, ali pa vemo, kaj si želimo, vemo, kaj rabimo, vemo, kaj podjetje potrebuje. Ampak ti imaš interno javnost, ki ima mogoče neke druge cilje, drugo vizijo, razpeti na milijon koncev vsega. In takrat je treba v bistvu znati tako stvar na nek način prodati znotraj organizacije, v tisto, kar verjamete. Najlažje pa to naredite na nekih številkah. Tako da dotaknili se bomo KPI-jev v tem delu, dotaknili se bomo tudi sistemov, ki zelo vplivajo na tisto formulo, ki je Anisa prej povedala, pa se sliši zelo enostavno. Klima plus kultura je zavzetost in drži, samo ključ pa je, kako priti do dobre kulture, pa kako priti do dobre klime. To je pa en kup korakov, ki v bistvu in kup orodij, ki jih bomo spoznali, ki jih lahko uporabite v različnih situacijah. Ta del in zadnji del, ki se mi tudi izredno pomembne, osnove neke HR analitike oziroma kar HR analitika, torej, da se znate ravnati ne samo po občutku, ampak dejansko na podlagi podatkov, poznate korelacijo med različnimi podatki in veste, kaj so najboljša orodja, če želite neko stvar spremeniti. To mogoče za ta 4. dan. Super, Rok, hvala ti. Yin in Yangovsko si naju povezal. Zadnji dan bi pa spregovorili še o strateški vlogi HR-a pri vodenju sprememb in trajnostnem razvoju. V bistvu pogledali še enkrat, kaj so megatrendi v prihodnosti dela. Govorimo veliko o AI-ju, kako bo AI v bistvu vplival na naše delo, kako nam lahko pomaga, kaj je digitalizacija, v bistvu kako digitalizacija dejansko lahko suportira oziroma zakaj mora digitalizacija biti del strateškega HR-a, ker nas pripelje, ker je konkretno orodje, da nas pripelje do vseh podatkov, o katerih Rok govori, zato da nas sploh postavlja ob bok vodstvu in da razumejo, da znamo govoriti v številkah, da znamo to povedati. Spregovorili bomo o sodelovanju generacij, o fleksibilnih oblikah dela, zakaj moramo na njih biti pozorni, tudi razliki med vlogami menedžerja, vodje in kako mora vse bolj vsak vodja prevzemati tudi vlogo nekega coacha.
Hkrati pa, zato da ne bo kadrovska služba sledilec, ampak sokreator, odgovoren sokreator te prihodnosti, bomo naslovili tudi sam ESG oziroma ta S-del, upravljavski vidik trajnosti z socialnega oziroma družbenega področja in ustvarjanju vključujoče organizacijske kulture, psihološko se dotaknili tudi te psihološke varnosti, raznolikosti in dobrega počutja zaposlenih. Da se cel naš del zapakira, cela strateška kadrovska funkcija, bom rekla, združi v eno celoto, ki dejansko pokrije res vsa področja, od teh nekaj organizacijskih potreb do sistemskih potreb, zakonodajnih potreb in pač cel tega mehkega dela razvoja kadrov in vpliva na organizacijsko kulturo in klimo. V bistvu sam potek modula smo vam že predstavili, po teh 5 dneh imate dodaten dan za pripravo projektne naloge, potem dodaten dan za predstavitev projektnih nalog, kjer bomo v bistvu na teh predstavitvah projektnih nalog izmenjali izkušnje in se tudi udeleženci med sabo seznanili z idejami ali pa dobrimi praksami drugih podjetij. Jaz verjamem, da bi tudi počrpali kakšno dobro idejo za naš vsak dan. In kot sem že omenila, imate na voljo tudi 3 izobraževalne dni po vaši izbiri iz izbirnih vsebin, vezanih na kadre in vodenje, ki pa jih ne rabite v strnjenem delu jesensko-zimskega dela naše šole izvesti, ampak imate na voljo celo šolsko leto, da se te 3 dodatne vsebine izberete ali pa počakate na primeren trenutek, da najdete tisto, kar vam v danem trenutku paše. Ko smo se pogovarjali in so oblikovali v bistvu tale program, smo se dogovorili, da si res želimo, da je to program, ki je uporaben, ki vam da neka orodja, ki vam da uporabna znanja, ki jih lahko dnevno odnesete v prakso in jih začnete uporabljati. Želimo si v bistvu biti partner kadrovnikom za bolj učinkovito in bolj učinkovito vodenje kadrovskih služb in pozicioniranje kadrovskih služb kot strateškega partnerja. Zato želiva prenesti z Rokom oziroma in tudi Edito in Tanjino podporo naš strateški pogled, kako mi vidimo stvari, in vam predati vsa znanja, ki smo jih, koliko po moje 60, 70, 80 let imamo vsi skupaj izkušenj iz kadrovskega področja, kako mi gledamo na to in vam pomagati v bistvu, da ste tudi vi še bolj strateški in imate bolj strateški, bolj helikopterski pogled na celotno delovanje. V bistvu tukaj je naša prezentacija zelo hitra in upam, da učinkovita. Zdaj bi pa si želeli, a ne Rok, da od vas slišali, kaj so v bistvu vaše potrebe, oziroma ne vem, če nimamo nobenega vprašanja. Tanja? Rok? Ja, za enkrat vprašanja še ni. Zdaj še enkrat povabim, če lahko kamere se priklopijo, bomo zelo veseli. Sicer pa kar vprašajte, kje vas čevelj žuli, kaj bi si vi želeli, kje vidite potrebo. Tako da kar predajam besedo. Pa bom mogoče jaz začel, da prebijem led. Torej, malo bom sam še dopolnil Aniso. Torej, kar si želimo, je točno to, kar je povedala Anisa, ampak še nekaj več. Želimo si, da razpravljamo o tistih stvarih, ki vam pomagajo, tistih stvarih, ki imate vi težave, tistih stvarih, ko bi vi radi debatirali, skratka, radi bi naredili program, ki res govori, bom rekel, praksa za prakso, če temu tako rečem. In v bistvu se res lahko pogovarjamo o stvarih, ki jih lahko izmenjate na neki ravni z udeleženci in z nami, kot, bom rekel, moderatorji in tisti, ki imajo nekaj izkušenj in mogoče pride do neke rešitve, ki vas že danes žuli. To je ena zadeva. Zdaj pa bom mogoče spodbudil, da vsaj malo spodim debato z 2 vprašanjama. Me zanima, če se bo kdo upogumil, pa se bo javil, da bom podelil svoje mišljenje. In prvo vprašanje je takole. Kaj si vi predstavljate pod besedo kadrovski strateški partner? Kaj vi vidite, kaj to je? To je prva zadeva, v bistvu, ki bi jo vprašal. Pa ta druga zadeva, kaj se zdijo vam
ključne kompetence, ki bi jih moral tak kadrovski strateški partner imeti. Ne govorim znanja, znanja se pridobivajo, ključne kompetence, ki bi jih moral nekdo imeti, ki želi biti kadrovski strateški partner. Tako čisto za debato, da boste videli tudi, ker bomo tudi na delavnici veliko takih vprašanj in debate med soudeleženci. Zdaj pa, evo, pogumni, bo dal do roko gor. Hvala, Nataša. Jaz malo pomagam zares, se Anisa, strok me poznate, čau. Jaz sem v svojem prejšnjem življenju sem bila kadrovik, zdaj pa se pri svojem delu srečujem z ogromno različnimi kadrovskimi službami in moram priznati, da zelo, in sem prišla danes poslušati bolj zato, da priporočim, no, ker vem, da se mnogo podjetij pravzaprav bori s tem, bori se s prepoznavnostjo kadrovske službe. In je tukaj v bistvu lih v to, kar si vprašal, Rok, no, o teh kompetencah in kaj pričakujemo pravzaprav od sebe, no, če hočemo biti strateški partner, ne. Se pravi, dejansko, če grem najprej na kompetence, kar bi meni prav prišla ena izziher pogum in da se čutim enakovredna z odločevalci, se pravi, da se čutim, da lahko pripomorem k uspehu podjetja. Če te osnove, če jaz v to ne verjamem, pa bom težko s katerimi drugimi kompetencami pravzaprav prebila ta let, no, da bi skupaj soustvarjala, ker dejansko kadrovska ima močen impact, če se pravilno zaveda svoje vloge. Se pravi, če se ne razume kot nekdo, ki mora ustvariti neke cilje, ampak postaviti pot oziroma okolje in procese, da se te cilji strateški preko kadrov lahko dosežejo. Če nam je to jasen, velikokrat vsaj tisti kadroviki, ki smo bili tako priučeni, se pravi, se nismo nič učili, ampak smo šli delati v kadrovsko in pa smo se tam ugotavljali, kaj je zares to pomeni, in smo bili zelo odvisni običajno od ta prvega šefa, kakšno okolje nam je dal, da v bistvu ta del, no, da razumemo, da nam ni treba, da mi ne smemo ustvarjati, ne vem, skrbeti za zaposlene, ampak opolnomočiti menedžment oziroma celotno hierarhijo, da se to ustvarja. Ker če ne v napačno smer vlagamo energijo. Tako zelo na širok pa zelo v grobem, ampak se mi zdi, da to je ta podstat, ki mora kadrovik nekako sprejeti, da on soustvarja okolje za doseganje ciljev. In ne pač, ne vem, recimo, neposredno spreminja ljudi. Lahko s coachingom, seveda, pomaga za nekoga, ki se tako odloči, ne, da bo to naredil. Tako da ta del, no, pa se pravim, če ne prideš s tem attitudom že, si zelo odvisen od tega, kaj ti povejo v službi, da bi mogel delati v firmi, ne. Tako da zelo pozdravljam nek tak program, da mogoče se slišiš tudi drugače, ne. Vse pa potegnem nazaj, seveda, ker ne vem, kako je pa na fakulteti, ko te učijo za kadrovski menedžment, s čim te opremijo, s kakšnimi kompetencami. Tukaj pa dovolim, da pridejo že zbildane osebe. Hvala lepa. Mogoče jaz izkoristim zdajle vmes, ko je gospa Nataša kot prvi izziv rekla poguma, ne. Mogoče nimamo prav delavnice v pogumu, imamo pa delavnice, ki opolnomočijo na takšen ali drugačen način sodelovanje, timsko delo, komunikacijo, predstavitev, pa bom delila sam trenutek našo stran, a jo vidite? Se pravi, mi smo rekli, da si lahko izberete za 3 dni izbirnih vsebin v modulu, mi rečemo temu, se pravi, v ponudbi vodenje in kadri, karkoli od tega, se pravi, lahko se udeležen tudi strateškega in ciljnega vodenja. Lahko se udeleži treninga za samozavestno poslovno komunikacijo, motivacija in vodenje različnih tipov sodelavcev, onboardinga, razvoja karizmatičnega voditeljstva. Samo kot primere vam dam, kako izbrati novega sodelavca, kako presojati. Se pravi, ogromno praktičnih delavnic je v tej ponudbi vodenja in kadri, katere lahko opolnomočijo kadrovika, strateškega partnerja na drugi strani.
do tudi teh mehkih vsebin, kot je recimo tudi komunikacija, asertivna komunikacija, timsko delo, sodelovanje in tako naprej. No, sem tako za občutek, nabor je velik, tudi kako obvladovati stres v poslovnem okolju, kar je dobro se udeležiti zase in za navzven, ne, se pravi, je dvojno dobro delo. No, to sem želela pokazati, da bo majčkeno lažje si predstavljati, kako lahko dopolnimo ali pa nadgradimo svoje kompetence. Odlično, hvala Tanja. Nataša, jaz bi tudi še dala tle repliko v bistvu na to, hvala. Mislim, ta pogum je res izjemna iztočnica, zato ker v bistvu meni se zdi, da največkrat opažam to, da se kar skrivamo kadrovniki za svojimi operativnimi nalogami in v bistvu točno to je želja že prvega dne delavnice, ko sem rekla si postaviti to ogledalo, kje mi v resnici smo in kaj si upamo. Poleg tega je želja tudi, da se opolnomočimo, kaj vse je potrebno za prehod iz te operativne v strateški pogled, podati znanja in v bistvu neke prijeme, neka orodja, ki nas premaknejo dejansko iz te operative v bolj strateško vlogo. In jaz vse to gledam, če imamo ta znanja ali pa ideje, kako to narediti, lahko rečemo, da postajamo bolj pogumni in da zato dobimo tudi bolj tehten glas. Ko imamo vsemu temu, ko znamo dati še številke zraven, kar bo Rok doprinesel ali pa dal zraven in kako skozi te številke ali pa kako s številkami tudi neke stvari predstavimo, ko imamo nekaj oprijemljivega, ko govorimo ekonomski jezik, jezik vodstva, potem nam res uspeh ne sme pobegati, ker bomo opolnomočeni in pogumni. Še jaz dodal. Najlepša hvala, Nataša, ker je bila tole res super iztočnica. Ravno to sem hotel slišati. Namreč, ko govorimo o strateškosti, strateškem, kakršnekoli pomenu besede, pomeni, da mora imeti taka oseba zmožnost vplivanja na pot, na katero bo organizacija šla. Če želite vplivati na vaše cilje organizacije, kjerkoli ste, potem morate se oglasiti, morate biti slišani, torej rabite definitivno pogum. Ena sestavina. Druga sestavina pa je, da znate obrazložiti, tako kot je prej rekla Nisa, na pravi način, v pravem jeziku to drugim, bom rekel, deležnikom v vaših organizacijah, da bo to slišala prva zadeva. Še ena pred tem, če smo pošteni, da znate izbrati pravo orodje v pravem trenutku, za ta pravo stvar. Ker vse prevečkrat namreč žal res vidim v kadrovski tudi to, da si prekopiramo orodja, ker ima nekdo nek fancy, ne vem kakršenkoli razgovor, drugo stvar, IT storitev, moramo mi to uvesti, pa sploh ne vemo zakaj. S takimi stvarmi izgubljamo strateškost, če ne vemo najprej, kaj želimo s tem doseči. In to je ena od pointov te delavnice, da vas naučimo, da ni nujno, da posnemate vse. Vi morate poznati čim več vsega, morate pa glede na vašo organizacijo, glede na stanje v vaši organizaciji, predlagati pravilne ukrepe ob pravem času. Samo eno zelo kratko anekdoto na temo predstavljanja pa ekonomskega jezika. A vidite, katera funkcija je nam zelo podobna, pa dobi zmeri denar, kadrovska pa nikoli? Da me zanima, če kdo ve, to je še eno vprašanje, za izziv. Poznate še kakšno funkcijo, ki bi nam bila lahko zelo podobna, ampak zmeri ima tone denarja, kadrovska pa nikoli? Da slišim, če kdo gane, katera je. A jaz lahko tudi sodelujem? Ja, absolutno. Izvoli, Tanja. Ne vem, prodaja. Prodaja ni, zato ker prodaja zna, tako je, marketing. Prodaja zna, ima neke rezultate. Če pogledate marketing, mi ko prodajamo neko stvar, kako bomo nekaj izboljšali, odnose, kulturo, dvignali neko raven VOI-ja, engagementa, zelo težko predstavimo upravi da za temi številkami stoji neka uspešnost in velikrat imamo težave s takimi predstavitvami. Neverjetno, pogledajte marketing. Marketing, ko nam dobi neko sredstva za neke marketinške akcije, nima nič bolj vnaprej znano, dogovorjeno ali pa obrazložene rezultate kot mi. Znajo jih samo ekonomsko boljše v številkah razložiti. Skratka, če pogledate kot neka veda, če se temu malo pohecam, kako vpliv ima, torej ni tako egzaktna kot prodaja. To, ko si prodal, to X-a veš, ampak imaš akcijo, pa ne veš, kako bo uspešna. Ampak za vse akcije neverjetno zmeri dobil denar. In jaz se tukaj zmeri vprašam, kaj se lahko mi
Torej, kot kadrovniki naročimo od marketingašov, ker očitno njim rata dobiti denar, tudi če so te akcije še kdaj neuspešne, pa tudi če ne znajo čist predvideti, kakšni bo rezultati teh akcij. Nam pa to nekako še ne rata čist, ne. Verjetno se strinjate z mano, ne, da tukaj imamo možnost napredka in se moramo verjetno malo od ekonomistov učiti, ne, kako neke stvari predstaviti, ker v naših vodstvih podjetja je ponavadi tako, da so to ekonomisti v bistvu in moraš znati govoriti ekonomski jezik. Zanima jih samo posledica, če vložim to, bo moj rezultat to in številka na koncu bo zato toliko večja, ne, kot predvidevamo. Pač, nažalost, te hard facti so in tudi ta del bomo probali osvetliti, kako, bom rekel, preko nekih številk, preko nekih modelov predstavljati neke stvari, zakaj so dobre za vaše podjetje oziroma vašo organizacijo. Čisto samo tako kot intermezzo. Če ni dodatnih vprašanj, bi se jaz zahvalila vama, Anisa in Rok, in našim udeležencem. Veseli me, da ste bili z nami, da ste slišali. Bomo tudi veseli povratne informacije, mi lahko tudi na mail napišete mnenje ali pa še kakšno vprašanje, z veseljem bomo odgovorili in vabljeni k nam.